Radio Robin je to, dober dan, vošči Martina Arčon in vas seveda vabim v družbo, v kateri bomo danes nagovarjali predvsem ženske. Zakaj je temu tako, sicer ne vem, ampak bo povedala kaj več na to temo gostja, Enet Jogan Klemše, trenerka in coachinja za žensko vitalnost in samozavest se nam je pridružila v studiu Radia Robin. Enet, najprej dober dan. Živijo, lepo pozdravljeni. Bodo moški morda danes kaj užaljeni, bojo tvoji nagovori za dvigovanje vitalnosti in samozavesti vendarle v enem delu namenjeni tudi njim? Kaj bova rekli za začetek? Tako bi rekla, sicer jaz bom nagovarjala večinoma žensko populacijo, ampak definitivno ogromno od tega bojo sigurno odnesli tudi moški. Tako da, če drugega ne bojo mogoče razumeli malo boljše svoje ženske. Tudi o menstrualnem ciklusu bova govorili, ne? Zakaj se ženska takrat prelevi v nekaj drugega, predvsem pa kako takrat skrbeti za svoje boljše počutje. Enet, tikali se bova, poznava se, nekoč sem hodila na vadbo tudi k tebi. V prvi vrsti in v osnovi si trenerka. Ja, začela sem v bistvu čisto tako, mogoče tudi za mene navadno pot v trenerstvo, ker se nikoli nisem mogoče počutila, da bom zajadrala v tako pot, tako da je bilo že tisto malo presenečenje. Me pa pol tisto v bistvu pognalo še globje, tako da zdaj sem res pol se podala tudi v globino, malček bolj glede prehrane, osebnostne rasti in v bistvu zdaj je kombinacija vsega, tako da se res lotevam vsakih stvari zelo celostno. Se pravi, imaš naročnice, ženske, ki bi si želele spremembe, pa jo zelo, zelo težko naredijo in ti si tisti push naprej, da jim to uspe, da jih pripelješ do cilja. Ja, jaz sem v bistvu tako kot neke vrste katalizator za spremembo. V resnici vsaka ženska ima v sebi točno tisto, kar rabi za spremembo, tudi ima iskreno vse znanje, kar ga rabi za spremembo. Dostikrat je pa edino fajn, da nam nekdo pokaže mogoče s prstom z druge strani neko stvar, kar recimo nismo še ozavestili oziroma pač v tistem trenutku še ni v naši pozornosti, no. Tudi ti si šla skozi kar nekaj izzivov življenjskih, bi lahko rekli, ki so te pripeljali na pot, na kateri si danes. Ja, v bistvu tudi to je nekako razlog, da sem dejansko zajadrala vse te smeri. Začelo se je z mojo ščitnico, ki sem imela pri 17 letih diagnosticirano kot avtoimuno Hashimoto obolenje. Takrat seveda so mi rekli, da življenjsko boš na tabletah, to je edina rešitev. Jaz seveda trmasta najstnica, sem rekla, to pač ne sprejmem in potem res nisem nekako to zdrževala s temi tabletami. Počutje je bilo pol tudi dostikrat res slabše, pa nihalo razpoloženje, vse, dokaj se nisem končno enkrat odločila, da pač jaz malo bolj se pozanimam o tem, kaj to sploh pomeni. Tako da sem v bistvu pol čisto slučajno šla delati licenco za osebno trenerko, bolj z tega, da bi spoznala svoje telo, kako deluje, pa način, kako lahko v bistvu mu pomagam. Potem pa iz tega ven v bistvu začela raziskovati in sem z vadbo in s prehrano dejansko zelo, zelo izboljšala stanje svoje ščitnice. Toliko celo, da se celo začela celiti sama na ultrazvoku, je bilo pač videti, da je izboljšala. Ženske smo velikokrat nečimrne, pravijo, in dlakocepimo, kar se postave in počutja tiče. S to izkušnjo si se srečevala tudi sama, kaj ne? Ja, to je bil velik del mojega odraščanja. Pač vse mogoče, niti ne vem, iz kje izhajajo vse te stvari, vsaka mogoče pride na neki svoji točki v ta krog, ampak večina žensk ima težave s temi dietami, pa s tem nesprejemanjem svojega telesa v tisti situaciji, v tistem obdobju, ki je. Iskreno, jaz lahko rečem, da v bistvu meni, kar je spremenilo res pogled na to, je bilo materinstvo, ker takrat, ko si pa v bistvu res vržen v tako veliko transformacijo, ko se pač telo ti spremeni že med nosečnostjo, res, če zareč v tistih 9 mesecih, popolnoma rata drugačno počutje, drugačno sprejemanje, dojemanje sveta, hormonsko itak pač naredi svoje. Pol pa, ko je ta nosečnost gre mimo in ostaneš s tistim telesom, ko recimo nima več neke funkcije, kot je imela prej v nosečnosti, a hkrati pač ni tako, kot je bilo pa pred nosečnostjo, ne? Tako da se znajdeš v nekem tistem limbu, ko ne veš, kaj bi zdaj, pa ne moreš se sprejeti, ne razumeš tega telesa, čutiš mogoče stvari, ki jih prej nisi čutila in to mi je bil tako povod, da sem dejansko bila prisiljena se začeti sprejemati, ker sem videla, da pač drugače ne bo prišlo do spremembe. Kje in kako začeti? To je tako vprašanje, ki je v bistvu za vsako precej drugačno. Predvsem je pomembno tudi, da se zavedamo v bistvu, kje začenjamo, da dejansko ocenimo tisto našo situacijo, pač kje smo v tem trenutku, pa kam si želimo iti.
Doskrat je tako, da imamo ženske zelo nerealne neke predstave o tem, kaj je možno v določenem času, pa mogoče tudi kaj je za njih anatomsko recimo možno, kar se tiče spremembe telesa. Tako da kle mislim, da je res pomembno, da se povežemo s svojim telesom, pa da naše telo vprašamo, kaj pa bi ti rabo, recimo, ne? Kam pa rabimo iti, da boš ti res optimalno, zdravo, krasno, čudovito in žarevalo tisto pravo energijo. Kaj je bolj pomembna, prehrana ali vadba? Načeloma pravijo, da je 80% prehrana, 20% vadba. Sicer jaz bi rekel, da je kar tako 80% naša glava, pa naše razmišljanje, energija in vse to, ostalo pa pol v bistvu je tista vadba in prehrana skupaj. Prvi napotek, ki ga daš dekletu, ženski, ki te obišče? Prvo, tako ko pravi, najprej pogledamo, kaj si sploh želimo doseči, če je to sploh res realno za recimo tisto, problem je vseh teh socialnih omrežij, pa vsega tega, ko smo bombardirani, kakšne bi mogle biti seksi, krasne ženske, ja. V resnici pač večina žensk je že seksi in krasnih, že take, ko so, bi mogle samo to sprejeti in hkrati žarevati. In kako naj to sprejmejo? To v bistvu se moramo pač podati v globino. Ni bližnjic, ni nekih hitrih rešitev, ni, da bom lahko rekla, recimo, pridi 5krat na vadbo, pa se boš počutila kot boginja ali pa neki, ampak predvsem moraš pogledati, kaj tebe zadržuje, zakaj ne moreš ti biti tista krasna, sijoča oseba. Mogoče so neka prepričanja, da nismo vredne, neka prepričanja, da nismo dovolj. V bistvu s temi stvarmi se začnemo najprej čistiti, da lahko pol ugotoviš, v bistvu pa imam že vse v sebi in lahko sem res tista krasna ženska, ki hočem biti. Vzeti si čas zase, poskrbeti za svoje dobro počutje, verjetno potem gre lažje tudi pri prehrani, pri spreminjanju mindseta, pri vadbi kot taki. Ja, je pa kle recimo zelo taka zanimiva stvar, kar se mi zadnje čase dogaja, da slišim od žensk, da največ jih ima težave ravno to, v bistvu si vzeti čas zase brez nekega občutka krivde. Tako da očitno imamo že tukaj tako globoko v sebi ženske nek občutek, da ne smeš poskrbeti zase, ker moraš prvo poskrbeti, za moža, za otroke, za vse druge, pol pa če ostane, kaj mogoče pač spriješ ti na vrsto. Tako da recimo že sam to, da sprejmeš, da se prisiliš, recimo, pa da greš parkrat na teden nekam ven zase, za svoje zdravje, počutje, pa ne glede ali je to masaža, vadba ali je sam sprehod v gozdu, ampak da si res rečeš, ok, zdaj pa to rabim zase, da bom jaz lahko najboljša verzija sebe. Ampak kako poslušati sebe v poplavi teh informacij, ki smo jih deležni, konec koncev tudi v današnji oddaji za tiste, ki so z nami? Ja, seveda jaz pravim, da pač informacij ni nikoli premalo, iskreno je polno vsega in so tudi večino informacij vse pravilne za nekoga, ni pa nujno, da so tudi za nas. In predvsem se mi zdi, da je treba tu neko sito si narediti, da v bistvu vsako stvar, ko jo slišimo ali pa ne vem, ko jo pride v naše polje zavedanja, da jo ocenamo, ali bi to mogoče nekaj nam koristilo, ali smo zaradi tega pač na dolgi rok počutili slabše. Recimo, primer so razne diete. Sej tistih, ne vem, en mesec, ko bomo pač šle par kilo dol, wow, krasno počutje, super smo počutile, pa bo telo reklo, ne, jaz pa ne moram delovati na tak način, da bom si zdaj odrekalo hranila in vse stvari in bo pač na dolgi rok bomo šle gor s težo, ne. Jo je efekt, ne? Ja, je prepogost. To ja. In predvsem kle se mi zdi, da je važno, da pa se zavedamo, da če bomo delali nekaj na dolgi rok, se nam bo to milijonkrat več obrestovalo, ne. Enet, praviš, da velikokrat ženske delujemo v moški energiji, da nas k temu silijo fitnesi in prehrambena industrija. Kako vidimo, da delujemo v moški energiji? Ja, v bistvu vse mogoče ni samo fitness pa prehrambena industrija, mislim, da že na splošno svet, ko narejen, ko recimo tudi na delovnih mestih, ne, je treba biti kar neki tej akciji ves čas je treba pač dosegati neke rezultate, je treba biti efektivne, pa na 1000 stvareh, recimo, če imaš otroke, morajo te otroci biti na 1000 stvareh, jih moraš razvoziti okrog, pol moraš poštimati stvari doma, povsod je tisti nek pressure oziroma neka mogoče taka navidezna sila, ki nas sili, da smo v bistvu take močne, ne, ves čas moramo biti te močne ženske, ki zmoremo vse, brez pomoči, brez drugih ljudi, recimo. V ženski energiji smo pa takrat, kadar se prepustimo res tej svoji notranji intuiciji, kadar smo kreativne, kadar smo mehke, nežne, recimo vse, kar je povezano z umetnostjo, glasba, recimo pač izražanje, ne vem, kot neko petje, pa take recimo stvari so zelo taka ženska energija. Recimo tega se tako precej malo poslužuje večina žensk, no.
Kako doseči to, verjetno non-stop je nemogoče, ker obveznosti kličejo, če nam stopim malo v bran. Ja. Ampak vseeno, na kaj biti pozoren? Predvsem to, da si res na dnevni ravni vzamemo čas zase. Mogoče bo to recimo par minut jutranje njega obraza, recimo, da se takrat povežemo s svojo kožo, s svojim telesom, da se začutamo, a pa recimo preden začnemo jesti kosilo, da smo pač bolj pozorne na naše, recimo, kaj sploh naše telo sporoča, ali ne sploh tisto, kar bomo jedle, da si vzamemo resni čas, v bistvu, ker tudi, če hitimo, pa na hitro jemo, ne vmes med službenim odmorom, to je zelo slabo pač tudi za našo prebavo in hkrati pa nimamo tistih dobrih stvari, tudi če je odličen obrok pred nami, ne. Se pravi, učinkovitost dosežemo z rednostjo izvajanja teh drobnih trikov, ki nas ohranjajo v ženski energiji. Ja, točno tako. Recimo ena taka zelo banalen trik mogoče, ampak recimo dosti žensk ima ves čas spete lase v čop. Pa recimo to je tudi en tak, lasje so zelo tak ženstven atribut, recimo sploh neki daljši lasje, in tam je v bistvu energija tudi naša shranjena. Tako da recimo tiste ženske, ki so ves čas nagnjene k temu, da so pač v tem, bo neka, v tem čopu, ne, ker je pač bolj efektiven, ne, za vsakodnevne opravila in vse, kadar spustijo v bistvu to svojo ženskost, da pač so take, kot so v tistem trenutku naravno, spošteno frizuro, recimo že takoj se dvigne naša ženska energija. Morda vprašanje v povezavi z menstrualnim ciklusom. Praviš, da ta zelo vpliva na nas, na naše počutje, pravzaprav to vemo vse, tudi moški to vedo. A je trening v času menstruacije nekaj, kar priporočaš ali ne? To spet je odvisno od vsake posameznice. Iskreno načeloma takrat, kadar smo v času menstruacije, je naše telo zelo tako potrebuje počitek, pa zelo tudi hrepeni po temu počitku, ne samo fizičnemu, ampak tudi tako mentalnemu, pa da si res vzamemo čas zase. So pa določene ženske, ki tudi recimo v tistem času dosti boljše recimo pač trenirajo oziroma čutijo, da jim pač je to kot res neka skrb zase. Tako da je spet odvisno, na kateri strani v bistvu te krivulje smo. No. Se pravi, kako vzeti menstrualni cikel sebi v prid? Najboljše je tako, da ga spremljamo, se pravi, da sploh vemo, v kateri fazi smo, pa da smo hkrati pozorni na vse simptome, ki se dogajajo okrog tega. Ker zelo hitro vidimo, pač, katera so tiste tedni, ki smo res polne energije, kreativne, recimo ne tik pred ovulacijo, pa med ovulacijo, da smo res polne zagona življenja in vsega. Takrat recimo si bomo tudi neke težje stvari zadale, neke večje projekte, ustvarjalne projekte. Medtem ko v času pač tik pred menstruacijo, pa začetek menstruacije recimo, takrat, ko smo se pogovarjali, je naša zima, ne, če pogledamo z letnih časov. In takrat je pa čas hibernacije oziroma nekega bolj introvertiranega dela, se pravi, da se ukvarjamo s sabo, tako ja, počitek in mogoče ocenamo, kaj se v celem mesecu recimo z nami dogajalo. Zdaj bom tako rekla, ženske, ki pridejo do tebe in greste skozi vse te napotke, no, v času menstruacije imamo rade več, ne, sladkih pregreh. Jih dovoliš ali ne? Ja, jaz nikoli nič ne prepovedujem, ker pač, ko je nekaj prepovedano, takrat je še slajše, ne? Tako da se mi zdi, da ni lih najbolj optimalna neka strategija, ampak jih predvsem spodbujam to, da opazujejo, kdaj pride do tistih trenutkov, ko bi pač hlepenele po neki sladki hrani. Zelo dosti uporabljamo raznih tehnik, kako pač umiriti ta napad sladkega, oziroma recimo že ena zelo enostavna je, da spiješ kozarec vode, pa v bistvu se pol vprašaš, a mi zdaj res rabi ta, ne vem, bombonček, čokoladica, karkoli, ali je mogoče bilo samo recimo skrita žeja, ali pa samo neka pač moment, ko je recimo šel že mimo. Vzljubi svoje telo in sprejmi celo sebe, pravi naša gostja, Enet Jogan Klemše, ampak vedno ti to ni uspevalo, morava biti pošteni. Ja, seveda, to je pač proces, ki tudi iskreno, tudi zdaj mi še kakšne stvari ne uspevajo. Ampak to ni nič narobe, ne, če imamo dan, 2, 3, ko smo malo drugače naštelane. Ja, seveda. Spodaj smo vse ljudje, smo si pač krvav človek in iskreno ne moramo pričakovati, da bo vse optimalno pa popolno, ker v bistvu to je tista zanka, v katero se največkrat ulovamo, da mislimo, da mora biti res popolno, vsak teden moramo točno tolikrat trenirati, točno tolikrat jesti, pa točno tako jesti. Se pravi, smo prestroge do sebe? Ja, večino časa in potem hitro popustimo verjetno posledično. Ja, točno tako. Ker recimo, če bi bolj sledile temu, kaj naše telo sploh hoče od nas. Recimo, meni se je zadnjič zdelo zelo zanimivo, ker mi je prav prišel tako občutek, ali pa tako bo nek
slišala sem tako v sebi občutek, ok, zdaj pa moram jesti recimo zelenjavo, kuhano zelenjavo. In to mi je prav res rabljena kuhana zelenjava, da sem cel teden dodajala to kuhano zelenjavo, pač mineštro vsakmu obroku, da sem rekla, aha, ok, prav to sem rabila, ker potem sem se počutila čisto drugače. Ampak tega največkrat ne slišimo, ne? Ker je pač toliko informacij od povsod, da si mislimo, glej, ne, ta pravi, da moraš tako jesti, da moraš tako jesti. In na koncu v bistvu tiste osnove imamo vsi iste, ne? Čim bolj naravno, čim bolj lokalno, čim bolj sezonsko in telo samo pol ve, kaj točno rabi, česa več. Dieta in intenzivna vadba nam velikokrat naredijo tudi, bom rekla, ne, kontra učinek, občutek. Se zaciklamo, kot si ravno kar dejala, predvsem pa se znajdemo na mrtvi točki. Zakaj? Recimo, zelo taka stvar je tudi zaradi tega, ker mi se zelo spravimo v stres s temi stvarmi. In že tako smo pač pod stresom, večina ljudi je tako res na robu izgorelosti in zelo pod stresom večino časa. Vsi si mislimo, da morajo se tudi neke velike stvari zgoditi, da smo pod stresom, ampak so že te majhne stvari, ko veš čas nekam hitimo, veš čas so neke obveznosti, neke stvari. In pol, če še vemo, da moramo, ne vem, 2-3 na teden trenirati, pa da tam res damo vse od sebe, da dobesedno skurimo svoje telo. To je pač velik stres za telo in kadar smo mi ves čas preplavljeni s temi stresnimi hormonami, kadar naše parasimpatično živčevje nima možnosti, da bi se umirilo, da bi prišlo tisto naravno stanje regeneracije, takrat pač ne moremo pričakovati nekih dobrih rezultatov. Tudi o stresu predavaš in to brezplačno. Ja, tudi. Tudi, ja, v bistvu sem zdaj zasnovala eno tako zelo fajn delavnico, ko so ne samo teoretične, ampak tudi tako praktične vaje, pa nasveti, kako si pomagati v tistem trenutku, ko nas, ne vem, recimo, ko čutimo, da je vse tako nekako overwhelming, da je vsega preveč, da ne moremo več, so recimo enostavne somatske vaje, ki lahko izvajamo, lahko recimo tapkamo, lahko imamo dihalne vaje. Ogromno je takih tehnik, ampak pač najti pa moramo tisto, ki nam najbolj zapaše in predvsem pomembno, da smo konsistentni, pa da jo uporabljamo. Ne? Praviš, da smo velikokrat pod stresom, pa niti ne vemo, da smo. Da to je največji problem. Ja, to je recimo, sploh se mi zdi, ko opažam pač pri ženskah, ki smo mame, zelo hitro se zgodi, da je recimo blok več ur v dnevu, ko niti se ne uspeš recimo ustaviti za 5 minut, za se usesti, za zadihati ali pa gotoviti, a sem ok, a nisem ok, kaj rabim zdaj mogoče 5 minut pač odklopiti nekaj, ali ne, ko smo ves čas zdaj poskrbi za drugega, za tistega, za hrano, stalno so neke stvari, ki imamo jih na našem to-do listku, ne, in ta naš to-do listek, ko je bil recimo, ko smo bili v osnovni šoli, so bile pospravi sobo, recimo, ne, pospravi cunje in se je končalo. Zdaj naš je tak, se ne konča, ne, je ves čas pokliči zdravnika, pokliči zavarovalnico, 1001 opravek, bom temu rekla, ne, ki je pač poleg vsega ostalega pač ves čas tam prisoten. In potem še zdrava prehrana in še vadba. Pa preberi dobro knjigo, pa moraš iti spat dovolj zgodaj. Ampak kako vemo, da smo pod stresom, tudi če se nam zdi, da nismo? Recimo zelo taki pokazatelji so nereden menstrualni cikel oziroma zelo močne recimo boleče menstruacije. Potem, če se nam dostikrat zgodi, da recimo opazimo, da sploh nismo vdihani ali pa da zelo plitko dihamo. Zdaj sem videla, si kar dihana. Jaz sem dejansko je dihanje tisto, na katerega pozabljamo, ne? Točno tako, ja. Se pravi, prepona je tista, ne, vsaj 6-krat pravijo, ne, vdih in izdih, in je že vse lažje, vsaj za telo, če že za nas, ne. Ja, to je zelo enostavno, recimo, ena taka super vaja dihalna, recimo si predstavljamo kvadrat pred sabo, pa naredimo res globok trebušni vdih po eni stranici, potem zadržimo, dol spustimo izdih, in spet zadržimo. Tako, ja. Ta je recimo odlična, pa lahko to kadarkoli v dnevu narediš enkrat, 2-krat, 3-krat in opaziš res ogromno razliko, no. Predvsem pred spanjem pravijo, če se ne moremo umiriti, je ta, ne, red box, mu tudi rečejo, odlična, bom rekla, vaja. Tudi, ja. Ki vzame nekaj, ne, Ja, v bistvu hitro je narejena, tudi ne rabiš karkoli, ne, lahko ležiš pa delaš, pa je zelo velik učinek na tvoj sistem. Kako stres vpliva na naše telo? Največje, kar vidim tako težavo v tem trenutku, mogoče prav v tem obdobju, je recimo, da zelo vpliva na imunski sistem. Pa mi se recimo ne zavedamo, koliko pač, če smo mi preplavljeni veš čas temi hormoni stresa, naše telo ne uspe se braniti še pred nekimi zunanjimi, neka virusi, bakterijami. Ne, smo veš čas v bistvu sami sebe nekako rešujemo, naše telo poskusi narediti neko ravnotežje v telesu, homeostazo, hkrati pa ne veš čas neki pač
prihaja v telo. Ne. Mogoče tudi, kle recimo je za izpostaviti, ker recimo tudi ti pesticidi in vse te toksične stvari, ki jih recimo iz kozmetike dobimo ženske, to so v bistvu vse tudi stres za telo. Ne. Se pravi, vse vpliva na neko v bistvu razruši naše hormonsko ravnovesje. In pač je tu neka taka začarana snežna krogla, ki se kar veča, pa pridemo do točke, ki sploh ne vemo, zakaj smo pač bolane, zakaj se slabo počutimo, pa kaj je z nami narobe. Ja, utrujene konstantno, pač tudi, da smo kronično utrujeni, to ni normalno stanje telesa. Ne? Naše telo v bistvu, nismo narejeni, da bomo ves čas na svojemu vrhuncu, ampak pač morajo biti neka ta nihanja, ki je tudi recimo, kada smo ful utrujeni, mora iti tu mimo. Ne? Vodiš funkcionalne vadbe. Marsikdaj so mnenja različna, katera vadba je primerna za ženske. Pravijo, da fitness absolutno ne, vsaj po določenem letu starosti ne. Skratka, mnenja so res različna. Verjetno boš spet rekla, poslušaj sebe. Zdaj se rekla že predvidljiva sem. Ja, definitivno poslušaj sebe. Tako pa rekla, fitness tudi ni slab za ženske. Tudi tako je mogoče tudi zmotno to recimo, da za starejše ženske pa fitness ni, ker iskreno pridobivanje na mišični masi je za vsako žensko zelo koristno. Pač predvsem recimo polna starejša leta, ko se pojavijo kakšne težave z osteoporozo in podobno, v bistvu lahko s pridobivanjem mišične mase te stvari omilimo oziroma preprečimo. Ampak predvsem je problem ta mogoče fitness mentaliteta, ker recimo v tistem prostoru pa imaš občutek, da moraš narediti vse in še več in si nekako kar postaviš neke navidezne tekmovalce okrog sebe, s katerimi tekmuješ in dostikrat recimo marsikatera ženska gre čez sebe oziroma mogoče tudi v frekvenci je recimo problem, da je prepogosto recimo so ti treningi. Ne? Kolikokrat na teden naj bi trenirali? Je številka 3 tista zlata sredina? Težko rečem, ker je odvisno res od obdobja, kjer se nahajamo. Zdaj recimo z eno mamico, z majhnimi otroci, je definitivno nemogoče. Tudi z malo večjimi otroci. No, evo, tako. Pa tudi z vidika, koliko je telo utrujeno, recimo ni fajn zdaj za preforcirati. Jaz sem bolj mnenja to, da je boljše recimo se naučiti čim bolj optimizirano se gibati svojim telesu, da smo lahko pol v vsakdanjem življenju karkoli delamo, ali to pomeni, da stavimo posodo v stroj, ali da dvigujemo recimo škaf poln perila, da takrat isto čim bolj optimizirano delamo, da vključimo res celo mišično verigo, da smo dejansko prisotne, zavestne v tistem, kar delamo. Nekateri pravijo, že 5 do 10 minut jutranje vadbe spremeni pogled na svet. In vpliva na dobro počutje, predvsem pa dolgoročno tudi na obliko telesa. Drži? Seveda. V bistvu to je tudi najlažje. Iskreno, vsak ima tudi par minut, recimo, ko si umivaš zobe, lahko malce dviguješ na prste, stisneš zadnjico, stisneš trebušne mišice. Ampak jaz rečem, 5 minut, niti lotim se ne? Verjetno je še marsikakšna taka. Ja, tam je težava, ker si mislimo, da mora biti ogromno vsega, da se nekaj zgodi, ampak na dolgi rok te majhne stvari, ki jih počnemo konstantno vsak dan, to so pa tiste, ki res naredijo spremembo. Pa se pa en dan zbudiš in zjutraj si kar se počutiš drugače v svojem telesu in kar nekaj opaziš vse ta napredek, ki se je zgodil v tem času. No, prej sem že izpostavila utrujenost in vadbo. Se je potrebno poslušati, preležati popoldan na kavču, če ima katero to srečo. Ali gremo na hrib. Spet je odvisno od faze, kjer smo. Zdaj, kako se nekaj fajn poslušati svoj cikl, ker recimo, če smo tik pred menstruacijo, pa tam okrog menstruacije, sploh recimo prvi, drugi dan, definitivno je boljše počivati, če čutiš, da pač moraš počivati in jaz recimo ne bi nekega treninga posluževala, oziroma vsaj mogoče ne treninga z vidika recimo mišične moči, pa nekega intenzivnega treninga, ampak raje mogoče nekaj tazga bolj se raztegniti recimo, pa si vzeti čas, mogoče za kakšno meditacijo, raje na tak način. Zdaj, če pa se tudi zelo pogosto dogaja, da je ves čas ta utrujenost, pač, ki ne moreš iti trenirati, ne moreš se karkoli, je treba se zavedati, da ko se začneš premikati, začne energija tudi krožiti. Tako da recimo že vsaj, tako ko se reka, na sprehod, to je idealna stvar, sploh kam v gost, da dejansko nam dvigne že tako vibracijo narava. Je dovolj 5-10 minut, da se predihaš, da si res prisotna v tistem trenutku, pa da ni zdaj cel sprehod, ojej, kaj moram narediti, kaj me čaka in tako naprej, ne, pa joj, kaj izgubljen zdaj ta čas, ampak da res probaš biti v tistem trenutku, biti pozorna, kaj čutiš v telesu, kaj je okrog tebe, da vse čute dejansko užgeš. Praviš, da posameznicam, ki te obiščejo, ki se odločijo za svetovanje pri tebi, želiš pomagati tudi tako, da spremenijo razmišljanje, se pravi mindset. To verjetno ne gre čez noč, ampak zagotovo so neke zapovedi, ki jih vendarle
ne, ponavljaš kot mantro? Ja, predvsem to ves čas poudarjam, da je zelo pomembno, da najdemo ta stik v svojem telesu. Zelo dosti žensk niti ne more v nekem trenutku oceniti recimo svojega vdiha. Kje je ta vdih, kam se razširi, kje stisne, recimo, če bi fajn vdihane, ne? In predvsem to, da se treniraš, to je kot mišica, pač to tako, kot se reka, ne gre čez noč, to so procesi, spet odvisno na kateri točki si. Lahko se enkrat zgodi, da pride kar enkrat klik, pa kar drugače začneš videti svet, pa drugače recimo doživljaš vse, kar delaš v življenju, kdaj pa je mogoče, to je res taka transformacija, ki traja in počasi odkrivaš delčke sebe, ko je čebulo, da bi lupla, ne. Tako da pač kleje spet, ja, poslušati sebe. Vitalnost, tu je poudarek. Se pravi, kar delamo danes, delamo zato, da bo lepši jutri, da bomo vitalnejši tudi potem, ko ne, bomo imeli kakšno leto več. Ja, točno tako. Iskreno je že res dolgo delam stvari kot naložbo v neka stara leta, tako je, neko lepo starost. Ker predvsem je treba se zavedati, da res vsak dan pač zgubljamo mišično maso. Ko enkrat gremo po tistem magičnem 25. letu, začne vse v bistvu bolj upadati, tako da treba res konstantno delati, oziroma mogoče še več poli, da pač vzdržujemo neko stanje. In recimo zelo hitro videti, ne vem, 2 tedna nisi na treningu, pa kar nekaj veš, kakor ne morem več, ne, ker je recimo v takem primeru se vidi, ne, tisti, ko pa nekdo recimo, ko nikoli ne trenira, pa zelo težko recimo opazi take stvari, če mu nekdo recimo ne reče, ne vem, zdravnik, ja, veste, boste mogli pa nekaj narediti, ker ne, vaše kosti so pa malo švoh, ne. Tako da vitalnost v bistvu nekako meni zajema pojem pač neke moči, neke energije. In tudi samozavesti. Seveda, tudi to v bistvu, ker samozavest iskreno je takrat, ko živimo sebe, takrat, ko smo res, ko se ne obremenjujemo, kaj mislijo drugi, ko ne razmišljamo, a bi bilo bolj prav to, ali bi bilo bolj prav to. In kaj ugotavljaš skozi te preobrazbe žensk? Se pravi, je samozavest potem, ko ne samo, ker zgubijo kilogram ali 2, nasplošno verjetno, ker si vzamejo čas zase in poskrbijo zase, mnogo večja potem, ko se poslovite s stiskom roke. Ja, predvsem pa se mi zdi, da je, kar opažam, je, kadar začnemo delati na tem, da zvišujemo prvo samozavest, se začnejo pol kilogrami topiti, brez da bi karkoli se neki obremenjevali oziroma razmišljali o tem. Tako da jaz največkrat predlagam, mogoče preko, kar se opisati v nek fitness ali pa da spremeniti popolnoma prehrano, je začeti sprejemati sebe. Recimo že vsak dan, da se pogledaš v ogledalo, pa da si začneš govoriti, koliko se imaš rada, pa da si poveš vse svoje lastnosti, pa recimo dobre stvari v dnevu, kot si jih naredila. Da si ves čas v stiku recimo s svojimi dosežki, pač v preteklosti. To so v bistvu stvari, katere nam dvigujejo samozavest dnevno in potem pač avtomatsko telo se spremeni, da nas podpre. Marsikatera je rekla, začela bom tudi jaz, ne, jutri po novem letu, ne, naslednji teden, ampak vedno znova poudarjaš, da je potrebno začeti danes. Kako se spraviti iz te cone udobja? Predvsem to, da hitro pometamo s tem, da moramo pač delati perfektno, popolno in da mora biti vse od prvega do zadnjega dneva točno tako, kot smo napisali, narisali, ampak štejejo te majhne stvari, kot sem rekla. Recimo že, da greš po drugi poti domov iz službe, da greš recimo na mesto, da greš recimo z dvigalom, ko greš, ne vem, zdravniku, greš po stopnicah, ali pa mogoče, ne vem, da pozdravaš kakšno osebo, ker recimo ti je tako, zdaj pa ne bom tukaj pač neki, ali pa ne vem, spostavljala, ja. Predvsem take dogodki in situacije, ker nam je malo neprijetno, pa da nas mogoče malo tako začrviči, da čutimo metuljčke v sebi, in to čim več tega. Tako, čim več tega, ker ko greš enkrat često, vidiš, kar nekaj zrase moč pa tako v višave. Ne. Kaj boš jedla danes za kosilo? Danes bom verjetno, najverjetneje reciklirala včerajšnje kosilo. Sem imela v bistvu popražene gobice z čičariko, zraven bila kuhana ajdova kaša in kuhana leča, pa v bistvu ta stročji fižol na solato. Tako da jaz dostikrat pol, ko so kakšne take jedi, skombiniram recimo, da te stvari zmešam še s kakšnim jajcem, malo čičarikine moke, pa popečem recimo kot polpetke, pa zraven recimo ali sveže salate. Se pravi, daješ velik poudarek za tole vprašanje prehrani kot taki, ki je tudi pomembna za vitalnost? Ja, definitivno, pač prehrana ni samo hrana za naše telo, je tudi hrana za naše počutje. Recimo, pred kratkim sem brala raziskavo, ko so ugotovili, da v bistvu pri ljudeh, ki so ful depresivni, se nahaja prav nek specifičen mikrobiom v neki specifični probiotik v črevesju, medtem ko pri tistih so pač normalni oziroma tako po večino bolj veseli, pa čist neki drugega. Tako da recimo že s hrano lahko vplivamo, katere bakterije zdaj hranimo v našem črevesju.
In moramo povedati za konec, da vse to, o čemer sva danes govorili, sodi tudi v VIP program, ki ga uvajaš, kar pomeni, da Enet pride k vam domov. Ja, ja, tako je. V bistvu, ta program je nastal čisto res kot en, bo rekel, uvid, ker sem gotovila, da najbolj lahko res pomagam, pa najbolj lahko služim tistim ženskam, ki res imajo dovolj in ki si res želijo v enem dnevu narediti veliko transformacijo v smislu svojega, ne samo svojega telesa, ampak svojega življenja. Se pravi, da v bistvu pogledava in kakšne stvari se najdejo v hladilniku, v omari. Se pravi, po tvojem obisku ni več čokolad ali kako? So, ampak mogoče so drugačne. No, se pravi, kaj zajema ta program? Se pravi, res pogledamo vsa področja, glede vadbe svetujem, na kakšen način, če recimo so kakšne specifike ali pa kakšne težave, recimo zdravstvene, pogledamo, kako optimizirati, da recimo tudi, če greš nekam ven na vadbo, da veš, kaj poslušati po svojem telesu, pa kaj opazovati, kateri znaki so, da je dobra vadba, kateri znaki, da ne. Potem sploh miselnosti se predvsej dotaknemo, da v bistvu ozavestamo, katere so te težave, pa razne... Ki te ne pustijo naprej. Tako, ja, to kar nas štopa, ne, v bistvu iskrenost imamo neverjeten potencial v sebi, pol pa nas so ti majhni, ne, škratki, ki ves čas neki čivka tam, pa nisi dovolj vredna, pa nisi dovolj, ne, ko se to enkrat te stvari ščistijo, pol kar naenkrat rataš druga oseba, ne. Dnevno oziroma tedensko, bom rekla, se srečuješ z ženskami na funkcionalni vadbi, ki jo vodiš, kaj nam je skupnega in kaj je tista razlika pri tistih, ki jim uspeva? Predvsem mogoče konsistentnost, se pravi tiste, ki so res odločene, da bojo res hodile in hodijo, ne glede na to, kaj se pojavi v njihovem življenju. Ene imajo res velike rezultate, pa vseeno recimo, če tako pogledamo, je to 2-krat tedensko, ne, 2 uri na teden, kar ni neka velika številka, da bi rekli, ne. Ampak ja, dejansko so take manjše skupine, ker sem res naredila trening, da je prilagojen našim hormonom, da res delamo na gibljivosti, na motoriki, na moči, v bistvu vse zajamemo. Nisem nek trening, da bomo šopale pa naredili čim več, ampak da res delamo, da je naše telo v vsakem trenutku, jaz se dostakrat pohecam, da bi se treniramo za take situacije v življenju in dostakrat dam primer, recimo, ne, kdaj se uporablja kakšna vaja v življenju, ko moraš skočiti čez lužo, recimo, pa podobne stvari, ne. Da v bistvu se tega zavedamo, da bolj ko smo mi ozaveščeni v svojem telesu, v bistvu, da točno vemo v vsakem trenutku, kaj delajo naše roke, noge. Mogoče se malo smešno sliši, ampak iskreno večina ljudi ne ve, kaj se, recimo, treba prav pomisliti, kaj pa z mojimi rokami. Avtopilot je prepogosto vklopljen, kaj ne? To. Jaz verjamem, da so ti ženske hvaležna sem ti tudi jaz, ker si danes prišla k nam in nas naučila veliko novega ali nas saj spomnila, da je vse, kar je potrebno, sprejeti odločitev. Hvala za povabilo. Hvala tebi, Enet Jogan Klemše je bila v studiu Radia Robin. Hvala za vašo pozornost, drage poslušalke in poslušalci. Oddajo sem vodila Martina Arčon. Radio Robin.